Gospod minister, kako predvsem z vidika gospodarstva ocenjujete delo vašega ministrstva oziroma vlade v preteklem obdobju in kaj so tiste prioritete, ki bi jim bilo treba dati poudarek vnaprej? Ja, ključni rezultati mandata te vlade so pot konsolidaciji javnih financ, umiritev razmer na mednarodnih finančnih trgih, začetek privatizacije, sanacija bančnega sistema, začetek razdolževanja in prestrukturiranja podjetij. Vse to so pomembni projekti, ki so prispevali k temu, da imamo v letošnjem letu že nekoliko boljše kazalce in neko luč na koncu tunela. V naslednjem mandatu Državnega zbora in vlade pa bo treba pozornost posvetiti predvsem izboljšanju konkurenčnosti. Slovenija v zadnjih letih na lestvicah konkurenčnosti izgubila približno 20 mest in na to se bo treba osredotočiti. To pa pomeni predvsem naslednji korak pri reformi trga dela, stabilizacija davčnega sistema in nižanje davčnih bremen in debirokratizacija.